Lepo pozdravljeni na pisateljskem odru s Celjsko Mohorjevo družbo, kjer gostimo pisatelja, patra magistra Branka Cesnika in teologa ter izjemnega poznavalca antične literature, doktorja patrologije Mirana Špeliča. Lep dober dan obema. Gostimo pa danes še prav posebne goste, in sicer Flavice z Petovione. Ave. Gospod Ivan Tušek, sicer arheolog. Ave. Gospod Miran Harp in gospod Miran Barko. Ave vsem. Izvajati iz antike katerokoli pijano sporočilo bi pomenilo zavreči njeno temeljno kategorijo, njeno modrost. To bi bilo toliko kot seči ne po njenem vinu, ampak po njenih tropinah. Antika je predvsem iskanje iz kaosa, je iskanje treznost, je skromnost pred neznanskim pogorjem biti. Je zapisal Alojz Rebula, ki je bil poleg Stanka Cankarja eden redkih, ki se je v literaturi že posvečal natančni rekonstrukciji antičnega časa. Ko govorimo o antiki v slovenskem romanu, draga gosta, kaj je za vaju vino in kaj so tropine? Torej, ja, gotovo vino je recimo v Sibilinem vetru, ne, od Alojza Rebule, ki ste ga citirali, in moj navdihovalec in tudi učitelj, ko sem se lotil pisanja, sem najprej prebral v Sibilinem vetru. Prebral sem še tudi Pod svobodnim soncem od Finžgarja, da sem malo obnovil, ampak njega že potem več v klasično antiko nekako ne štejem, nekje je že po koncu recimo tistega klasičnega rimskega obdobja, tako da je to vino je zame vsaj bil Alojz Rebula. Pater Špelič, pa za vas? Jaz se popolnoma strinjam s tabo, Branko. Tudi jaz se spominjam branja tega Rebulovega romana kot ene velike obogatitve, ne samo poznavanja antike, ampak tudi obogatitve v smislu pristopa k antiki. Ob tem romanu sem se učil, kako pristopati k antiki, da se jo bere v sedanjem času. O tropinah ravno ne bi tukaj govorili, tisto lahko napiše vsak od nas kaj malega, če hoče. Res pa je, da je antika kot navdih nekaj silno pomembnega, čeprav je dostikrat zapostavljena, pa tudi lahko zlorabljena. In vino je ravno tisto, kar, ko je antika v stiku s sedanjim časom, ne da bi jo avtor zlorabil za neki tak, ne bom rekel dnevno politični, ampak za nek tako površno, pogrošno tematiko. Pater Cesnik, pred časom ste rekli, da je zgodovina simpozij nepovedanih zgodb. Zakaj nas nekatere obdobja v zgodovini bolj nagovarjajo, zakaj nekatere narode bolj nagovarjajo, drugih spet ne? Kdo jih ne sliši, pisci ali bralci? Na Slovenskem je bilo to področje precej zanemarjeno. Ja, jaz sem se s tem srečeval, tudi pri ljudeh sem te osedline tega slovanskega mita, če tako rečem, srečal, ko sem predstavil ta prvi roman Sonce Petovione, ko sem rekel, da pišem o začetkih krščanstva, je marsikomu pač potegnilo začetek krščanstva pri Slovanih. Nadaljevanje svobodnega sonca ali pa kaj takega. Imamo ta slovanski okvir mi, pač zanimanje za antiko se je rojevalo hkrati, vsaj v našem prostoru, hkrati z nacionalno prebujo, in potem smo gledali bolj ta nacionalni vidik slovanstva, to, kar vidimo pri Finžgarju. No, sam pa sem se držal druge ugotovitve, ki prihaja od zgodovinarja, od Metoda Benedika, ko sem prebral, da je rekel, ko je opisoval antično krščanstvo, pa je zapisal, da se nit med antičnim krščanstvom in danes ni nikoli pretrgala. Torej, da tudi v fizičnem smislu so antični kristjani, tisti, ki so bili v Emoni, v Celeji, v Petovioni, v Ogleju, preživeli vse te vpade, vsaj nekateri, in fizično ostali tukaj. In se potem pomešali z temi, ki so prihajali med drugim tudi s Slovani. In jih imamo mi tudi notri, če tako rečem, nekje, te antične kristjane. Zato, da sem si pa potem rekel, da začetek krščanstva na Slovenskem moramo dejansko vzeti kot antično krščanstvo, ne samo ta slovanski moment.
No in to me je potem opogumilo, da sem se začel lotevati teh antičnih tem, poleg tega, da sem seveda Ptujčan in da mi to ni bilo težko, ne, tam doma. Zanimivo, ker smo se prej pogovarjali in glede na to, da je tako daleč to obdobje, je kljub temu, rekli ste, imamo Rimljane, vsi mi v krvi, nosimo jih v sebi, ampak še vedno se najde kdo, ki pa reče, da so bili Rimljani okupatorji v tistem času. Pač okupatorji, ko bereš rimsko zgodovino, oni so bili najprej diplomati, ne, in politiki. Oni so vojsko uporabljali potem, ko vse drugo ni šlo. In bi danes lahko bili marsikomu zgled, recimo, ne, da se z diplomacijo da veliko rešiti. Zgodnji Rimljani so celo, ko je šla vojska ven iz Rima, to prav na začetku Rima, ne, duhovnik ni smel vojakov videti. Duhovnik je moral stran gledati ali pa se zapreti v hišo, da ni videl vojske. Tako so razumeli vojsko kot neki dramatični trenutek, tudi neki zdrs v surovost, ki je žal nujen, ne, ni pa to prava pot, ne. In potem tako da, seveda so pa vzeli nekaj, ampak tudi veliko dali. Da v njihovem obdobju se je enostavno, tu imamo arheologa, lahko potrdi, življenjska doba ljudi povečala, ker so dali higieno, ker so dali osnove zdravstva, ker so dali ceste, ne, boljšo prehrano, filozofijo prehrani, že takrat imamo recimo to, kar danes zelo moderno, zmerno prehranjevanje, dovolj zelenjave, sadja, ne. Tako da jaz nisem na njih gledal kot na okupatorje. Seveda imajo pa tisto svojo temno plat, tako kot vsaka sila. In te tudi nisem potem ubežal, sem jih tudi obravnaval. Skratka, zato smo še toliko bolj hvaležni za naše današnje goste, Flavice, ker se poklanjajo pomembnemu delu tudi slovenske dediščine. Pa se vrnimo spet nazaj k Alojzu Rebuli, če si smem izposoditi še en njegov citat. Rekel je: "Antika zame ni bila muzejska snov, bila je vir duha za vse čase. Danes, sredi objesti razuma, še posebej. Antični človek ve za svoje mere, se zaveda svoje končnosti." Pater Špelič, smo kot civilizacija in literatura še sposobni ali pa sploh še čutimo potrebo, da se napajamo na ta način pri antičnem duhovnem vodnjaku? Mislim, da se bomo vedno morali hoditi tja napajati, ker sicer bomo utonili v neko površnost, površinskost in v propad. Ker samo tisti, ki se zaveda svojih korenin in iz njih nekaj črpa, lahko v listje potegne vodo in obrodi sad. Zato je izredno pomembno, da se zavedamo korenin tudi svojega krščanstva. Dobro, da si omenil, Branko, to, da rimsko, to prvo antično krščanstvo je še vedno v nas živo. Slovenci se tega ne zavedamo, kako je pravzaprav naše krščanstvo, kako bogate korenine ima. Prve korenine so te, avtohtono krščanstvo, avtohtonih prebivalcev, potem druge korenine so prihajale iz Ogleja, po oglejski liniji, tretje iz Salzburški in četrte iz Carigrada s Cirilom in Metodom. In vsi ti misionarji, vsi ti, ki so prinašali krščanstvo med naše prednike, so prinesli delček svojega verovanja. In je zato naše krščanstvo dosti bogatejše od krščanstva v kakšni drugi deželi. In to lahko opazimo samo, če se zazremo tudi do antike, če preštudiramo, spoznamo, ocenimo in sprejmemo za svoje to, kar je napisal Viktorin in to, kar so Viktorin napisali drugi. In sem silno hvaležen svojemu sobratu v duhovništvu, patru Branku, da se je lotil tega pisanja, te popularizacije oziroma tega širjenja zavesti o tem, kakšno je bilo življenje v antiki, v naših časih, ko je krščanstvo pravzaprav šele prihajalo v to deželo. Kakšna je pa vloga cerkvenih očetov, glede na to, da oba dva poudarjata vlogo krščanstva, ki se vleče iz antike vse do danes? Kako pomembno je, da imamo slovenske prevode vseh teh očakov? Torej, cerkveni očetje so po domače rečeno krščanski avtorji prvih stoletij. To so tisti, ki so prvi brali svetopismo, ga razlagali, prvi posredovali, razmišljali, delali teologijo. In za nas je silno pomembno vedeti, da so oni pričevalci vere iz tistih prvih izvirnih, prvih stoletij.
Če jih pozabimo, potem si zares spet režemo svoje korenine ali pa veje, na katerih sedimo. Treba jih je poznati ne zato, da bi jih kopirali, ker jih ne moremo kopirati, ne moremo jih niti ne posnemati. Lahko imamo lepo predstavo, da si jih lažje predstavljamo, ampak treba je od njih prevzeti tisto gorečnost in zavzetost, spoštovanje do evangelija, ki so ga oni izrazili v svojem času, na svoj način, mi se pa od njih učimo, kako to delati danes, v našem času, na svoj način spet. V drugem romanu patra Branka Cestnika je opisana zelo živo zgodba svetega Viktorina Ptujskega. To je v bistvu prvič, da ga imamo tako živo pred očmi. Slabo ga poznamo. Pater Špelič, kako ste ga vi prvič doživeli in kako ga danes doživljate? Srečal sem ga prvič pri študiju. Tu navzoči pater Vinko mi ga je omenil in potem seveda sem ga šel raziskovati, brati to, kar je o njem napisal že Rajko Bratož. Potem sem se z njim ukvarjal pri diplomski nalogi, pri magistrski nalogi, pri prevajanju njegovih del, kar je ohranjenih, od prevoda do preloma te knjige. In z njim sem se na neki način spoprijateljil, samo nisem si ga pa znal tako živo predstavljati, ker nisem pisatelj. Prodiral sem v njegovo mišljenje, v njegov nauk, njegovo teologijo in se zraven zgrozil, kako malo vemo o tem človeku, ki je bil pa prvi literarni ustvarjalec na slovenskem področju, ki ga poznamo z imenom in katerega dela so ohranjena. Vsi vemo za prvega slovenskega pesnika, vemo za prvega našega dramatika. Kdo pa ve za prvega ustvarjalca, literarnega ustvarjalca na našem področju? Ne vem, če je 1% Slovencev, ki bi to znalo izstreliti iz rokava. In lahko najbrž na prste polovico roke naštejemo mesta, ki so po njem imenovala kako ulico. Da ne govorimo o tem, kolikokrat se omeni v naših zgodovinskih učbenikih ali pa učbenikih literarne zgodovine. Skoraj da ga ne boste našli. In tudi, če delam reklamo med svojimi študenti, naj takrat, ko bodo postali župani in županje, vendarle se zavzamejo za kako Viktorinovo ulico v svojem kraju, še ni bilo kakšnega posebnega uspeha. Treba je prinesti to zavest o njem med slovensko kulturno oziroma literarno zgodovino in tudi med naše vedenje, med tisto naše splošno obče znanje, ki ga imamo med seboj. Vsi poznamo Pod svobodnim soncem. Dobro, morda pa ravno tole pomagalo, ta Brankov roman pomagal, da bo poleg Iztoka iz Svobodnega sonca postal bolj znan tudi Viktorin Ptujski, ki pa je dejanska zgodovinska osebnost z ohranjenimi spisi, ki je imel nekaj povedati. In prvi ekseget v latinskem jeziku. Torej tudi prvi avtor, ki je v latinskem jeziku razlagal Svetopismo, je prav ta naš Viktorin. Viktorinus Noster, še Hieronim, ki je bil tako ostrega jezika, ki je bil kritičen nad vse in težak karakter, je imel za Viktorina samo lepe atribute. Viktorinus Noster. Čeprav se ni znal tako dobro latinsko kot grško, ampak še vseeno ga je spoštoval. In mislim, da ga moramo tudi mi. Pater Branko, vi ste se z Viktorinom spoprijateljili na Ptuju, predvidevam. Ja, torej, jaz tudi iz oblaka nevednosti prihajam glede Viktorina. Potem, ko sem se začel zanimati, me je pa zelo nagovoril. No, potem sem pa, ko sem nekje delal si koncept v glavi te triologije, to je drugi del te triologije, jaz pravim kar panonska triologija, ker je bolj tja vezana. Sem rekel, bi pa v drugem delu, torej, ki govori o Dioklecijanovem preganjanju, pa o Viktorinu. Seveda, mi o Viktorinu vemo, kaj je napisal in tu imamo analitike, ki potem ti naredijo, razberejo iz njegovega spisa, kaj bi on lahko bil, pa kakšnem okolju bi lahko živel. Ampak mi podatkov o njem niti leta smrti ni ziher, datum je verjetno 2. november, potem kako je izgledal, odkot je prihajal, kje se je rodil,
kako so ga aretirali, kako se je skrival, kako so ga aretirali, kako so mu sodili, kako so ga ubili, ne, to pa ne vemo nič. In dejansko sem tu bil pred zelo veliko preizkušnjo, ker sem ga moral rekonstruirati. Rekonstruiral pa sem ga seveda potem iz tega, tudi iz Miranovih opomb, sem potem bogato črpal. Včasih je drobna opombica strokovna dovolj, da potem ti razviješ eno literarno poglavje, ne, recimo. In potem fizično, tu bolj njegovega duha, no, torej asket, ne, in apokaliptik, razlagalec tega pisma, resen voditelj, ne. Fizično pa sem vzel to, kar so naredili umetniki pred menoj, to je pa Jakob Brolo, ki je prvi narisal Viktorina Ptujskega in sicer v cerkvi, v novi cerkvi pri Celju. Naredil ga z kratko bradico, suhega, potem pa kipar Viktor Gojkovič iz Hajdine pri Ptuju, ki je naredil ta kip, ki je zdaj na Ptuju, Viktorina Ptujskega, tudi se potem držal isto suhi mož z kratko bradico in tako bolj drobnimi očmi. Zdaj sem pa rekel, jaz nimam več kaj izmišljati, lahko samo nadaljujem to, kar so umetniki pred menoj že naredili, ne, in takšnega sem potem fizično opisal. Kar se pa tiče potem njegovega življenjepisa, tu pa pravi trpet bil zlasti v smislu, kako naj jaz rečem, kako naj si drznem opisati eno mučeništvo, enega resničnega mučenca, nimamo pa nič zgodovinskih podatkov. A ne bom zdaj preveč posegal v imaginarij ljudstva, s tem, ko bom opisal njegovo smrt, ne, pa natančno, pa umetniško doživeto. To je bil takšen strah, da sem potem imel blokado, 14 dni sem bil, nisem mogel pisati, ne, ker kako se ne, da sem si to upal, ne, na nek način enemu človeku opisati njegove zadnje trenutke. Če bi bila vsaj minimalna legenda, kot jih imamo recimo o Florjanu, zgodba o Florjanu, ali pa o Svetem Juriju, ali pa tak, neka minimalna legenda, da ti se lahko na kaj obrneš. Ne. Pač, potem sem se pa držal spet strokovnega nasveta. Viktorina so ubili najverjetneje tako, kakor so ubili druge škofe tistega časa na Zahodnem Balkanu in v Ogleju. In sem šel to pogledati, kako so jih ubili, v glavnem je bilo obglavljanje in vrženje v reko ali pa samo utopitev. In potem sem to tudi uporabil. Omenili ste panonsko trilogijo. Prva knjiga, vaš prvenec, je Sonce Petovione, ki je bila tudi nominirana za nagrado Kresnik. Druga je Šesti pečat. Kot sem že omenila, ste v bistvu eden redkih oziroma po teh omenjenih avtorjih prvi, ki ste rekonstruirali čas med letoma 165 in 304 na slovenskih tleh in širše. Tako smo dobili zelo jasno sliko antičnega Ptuja. Kot rečeno, že oživeli ste življenje oziroma lik Viktorina Ptujskega. Kaj pomeni z vidika zgodovinskih virov priprava na pisanje takega romana? Ja, seveda, zdaj pri prvem romanu sem se v glavnem naslonil na arheologijo in zgodovinopisje, na te razne strokovne članke, ki govorijo o Panoniji in Ptuju. Tako da je v resnici protagonist prvega romana je tak Ptuj, ne. Tu sem malo tako gledal kot pri Ivo Andriću, ko je protagonist romana Most, ne, Most na Drini Čuprija. Torej, in tako da ta veliki protagonist v ozadju, znotraj katerega se vse dogaja, ta freska ljudi, ki se premika sem in tja, in ta mala krščanska manjšina, no, v bistvu čisto majhna, ne, tam notri je znotraj tega Ptuja, te Petovione antične. In rekonstruiral sem to, kar so pač ponudili arheologi, tloris mesta, ne, ulic, templjev, pa potem v te templje, v te ulice, v te trge domnevne ali nedomnevne postavijo neko dogajanje, tako da mesto zaživelo, potem kaj so jedli, kakšna bila struktura prebivalstva, kako so potekale konjske dirke, kako so potekale gašenje požara, kako je potekala na rimska poroka. Te tako skoraj da včasih folklorne zanimivosti sem iskal skupaj, da sem potem rekonstruiral to obdobje in se poklonil našim prednikom, ne. Kritika tega romana je bila, da glavni junak ni tako razviden, seveda, ker glavni junak je mesto oziroma, bi rekel, ta kolektiv rimskih prednikov, čeprav je pa notri potem tudi zgodba, seveda, prvih kristjanov, ki pridejo na Ptuj, ne. Se tako nekje ves čas je sledimo.
drugem romanu pa potem že bilo lažje, ker je potem tudi več krščanskih virov, ki prav opisuje Dioklecijanovo preganjanje. Največ sem se naslonil na Laktancija, o smrti preganjavcev, največ, zato ker tudi te glavne preganjavce Dioklecijana itak, ampak tudi Galerija in njegovo mamo omenja, ti so bili iz Zaječara doma, tam, ko sem jaz vojsko služil slučajno. Potem, tako da sem se lahko preganjavcem posvetil, tako da v mojem romanu je 1/3 romana doživljamo preganjavca, tisti, ki se bojuje s krščanstvom, se na koncu tudi zmaga. Ta moj roman je celo malo priročnik, kako uničiti krščanstvo, ker na koncu zmagajo preganjavci, tako je bilo v tistem trenutku. No in to je bilo lažje, potem Evzebij Cezarejski, ta cerkvena zgodovina, to so bile taka dve osnovne, potem pa članki od naših avtorjev, zlasti Rajko Bratoš, ki je potem prav tematiziral mučeništvo za časa Dioklecijana v Zahodnem Balkanu, v Panoniji, v Akvileju, torej Oglejo, tako da je bilo tu kar virov nekaj več. Pa tudi potem razna mučeništva izjemnega pomena. Je bila ena knjiga, ki sem jo dobil zastonj na spletu, ampak čudovita, izdana v Mursiji, v Španiji, špansko pač znam, sem živel v Španiji 2 leti, knjiga, ki govori o ubijanju v Rimu in kako so se razne metode ubijanja in simbolika ubijanja ali pa smrtne kazni, torej s čim te ubijajo, kako dolgo te ubijajo, kako je vse to imelo neki duhovni ali pa praznoverni pomen. Tista knjiga mi je bila zelo pomoč, da sem lahko razčlenil tudi recimo bolj, kaj je pravzaprav pomenila ena kazen, kaj je pomenila utopitev, kaj je pomenilo obglavljanje in podobno. Tako da je kar bilo lažje, kar se virov tiče. Ampak ta roman bi bil v vsakem primeru presežno umetniško delo, tudi če bi si kaj izmislili. Šli ste pa v take podrobnosti, da so nekateri celo rekli, da bi to lahko bil sekundarni zgodovinski vir, ker ste tako zelo zvesto sledili zgodovinskim virom, realnim. Zakaj vam je to tako zelo pomembno, da to doda vrednost tej knjigi? Zdaj imamo možnost. Jaz sem si večkrat predstavljal Finžgarja, kako on delal pod svobodnim soncem. Menda imel enega prijatelja, zgodovinarja, in se z njim veliko posvetoval, ampak on ni imel Googla. Jaz imam Google, imaš potem te portale za strokovno članke in potem dobiš ogromno, dobiš s spleta. Jaz sem šel šteti enih 7 jezikov, sem uporabljal v 7 jezikih članke, da sem recimo vse te zgodbe, celo en romunski članek o dakijskih verovanjih, recimo potem pa Google Translate, samo da vidiš malo flash, kako razmišljajo. Pač danes je to ta veliki pripomoček. Ali pa recimo, če dam eno tako legendarno zgodbico, tu noter je eno poglavje, ko mitraisti gredo v bistriški Vingar, če napravite en obred, da enega posvetijo v patra, torej se pravi v voditelja mitraistične skupnosti. In potem oni so zelo upoštevali zvezde, stanje zvezd na nebu. In potem sem šel študirati tisto noč, to je bil 18. maj 189, se mi zdi, in na spletu imaš aplikacijo, ki ti pokaže nebo za tisti datum. In potem sem rekel, ok, zakaj ne, če ti to nuje ponudijo. In sem potem tisto aplikacijo moraš nazaj vrteti. In sem potem vrtel nazaj do tega datuma, da sem videl torej Venera, Jupiter, Saturn pa Luna, v kakšni so bili poziciji, in sem potem to v romanu uporabil. Če se da, pa če imaš čas. Ampak nekomu se zdi, da je to zmišljen podatek, jaz pa sem to pač iz tega astronomskega pripomočka, ki je zdaj na spletu, si pač takrat, sem potem zgodbo malo priredil potem, da dejansko on zjutraj, kot jaha, vidi Saturn, in tisto noč naj bi v jutranjih urah bolj bil Saturn viden. Take stvari. Smem še, Branko, tukaj poseči, ravno ko si omenil, da in si opisoval isto ordinacijo, posvečenje v mitraističnem kultu, kot se jaz spomnim, saj v času še mojega študija, smo videli, da o mitraizmu se ve silno malo, ker ne obstaja noben resen zapis, je vse samo arheologi izkopljajo, kar izkopljajo. Kje si pa črpal te podatke za to fantazija, tisti obred, si ga ti skreiral, ta obred posvečenja? Torej, podatke, zdaj, to je, pač potem to gledaš, tako bi rekel, si pomagaš
z večjih virov. No. En podatek je, da je cesar Komod, tak je znan v tem filmu Gladiator, ne, ta negativec, ki je dejansko hodil v areno se bojevati, sin Marka Aurelija, da je med drugim tudi hotel postati mitraist in to najvišja stopnja, tako da ubije Enkelada, bajeslovno bitje, ki je od tu gor človek, od spodaj pa ima kačje končine. Ne. In tega Enkelada, potem so mu dali nekega pijanega vojaka ali pa gladiatorja, ki je imel malo zvite noge na da so bolj tiste kače zgledali, so mu dali kačjo kožo na noge in on je šel, pa v neko meglo so spustili, da on šel tja noter in tega Enkelada posegal in potem je naj bi postal pater. Ne. To je zabeležil en zgodovinar, vse imam tu noti servir. In jaz sem potem na podlagi tega, to je neumnost bila, to je bila norost tega cesarja, ne. Ampak sem na podlagi tega si tudi tako zamislil enega Enkelada v neki votlini, votlina je pomembna v mitraizmu, potem kaut in kautopat, se pravi vzhodni in zahodni, eden drži baklo, eden pa meč, da sta zraven, čakaj se zdaj več ne vem, no, kateri kaj, ampak potem, da so oblečeni malo po perzijsko, ne, ker imaš te perzijske hlače, pa da imajo tele čepice, frigijske ali pa tako, kot jih imaš na arheoloških ostankih. Potem sem pa rekonstruiral, ja. Ampak je pa res, ni nobenega vira, ki bi nam opisal mitraistični obred. Ne, mitraizem je bogat v kamnu, ni ga pa v knjigah. Krščanstvo pa recimo v kamnu redko, ne, do leta 300 je pa v knjigah. Tako je. Zdaj, ko ste se omenili, kako so danes viri dostopni, pa glede na to, da smo na Slovenskem knjižnem sejmu, kjer je lahko v živo videti, koliko vsega je dostopnega, kako so knjige danes dostopne, koliko jih imamo in tako naprej. Vi ste v svojem romanu izpostavili pomen knjižnice krščanske za tisti čas. Pater Špelič, tudi vi, glede na to, da poznate vse te spise antične, mi enostavno nimamo predstave, kaj je pomenilo v tistih časih ohraniti, prenesti knjižnico oziroma jo ohraniti za današnje čase. Danes nam je tako samoumevno in če moramo kaj prebrati, je že cel problem. Ampak to, da to danes imamo, človeka kar srh spreleti, kaj vse so dali ljudje skozi. To je dejansko zasluga te logike spoštovanja zapisane besede. Krščanstvo je nastopilo kot religija, ki ima svoje sporočilo zapisano. Evangelij, druga nova zaveza, celotna stara zaveza. In to oznanilo ni samo ustno, se ne prenaša samo ustno, ampak tudi s pisanjem. In zato so kristjani nasplošno že v tradiciji judovstva zelo cenili pismenost in jo širili in potem poskrbeli za pisne vire. In ti pisni viri niso bili kar tako prepuščeni občutku in nekim samovoljnim predelavam, ampak je bila potrebna zvestoba pri predajanju, natančnost pri prepisovanju. In tako kot se je iz roda v rod predajalo marsikaj, tako so tudi na neki način iz roda v rod predajali knjige, tisto veliko knjigo, svetopismo, kot tudi tiste knjige o njem. Ko je nastopil recimo Viktorinov daljni učitelj Origen, je imel silno srečo, ker je neki Ambrozi mu podaril 20 sužnjev, ki so vse, kar je rekel, zapisali, prepisali in potem še napisali v nekaj 20 izvodih ali 30 izvodih. In tako se je širilo to sporočilo. To je neke vrste prva založniška, krščanska velika založniška hiša. Cesar Konstantin, ki je krščanstvu dal pravico do obstoja, se je tudi potrudil in je naročil 50 kopij Svetega pisma. Že takrat se je začela ta bestsellerska logika, da je svetopismo tista knjiga, ki se najbolj prepisuje in najbolj natančno prepisuje. Zato mislim, da je v samem načinu in jedru krščanskega sporočila vedno spoštovanje in cenjenje pisane besede, ki potem vzgaja, vodi in drži to krščanstvo v neki kontinuiteti, da se ohranja tudi preko drugih rodov in ohranja tudi v kritičnih trenutkih, ki so recimo v Brankovem romanu opisani v času preganjanja. Tisto, kar je sveto, se ohranja.
Zanimivo je pa, da ravno Viktorinovih del imamo zelo malo ohranjenih. Predvsej njegovega se je izgubilo, kdaj, kje, kako, niti ne vemo. Francoska patrologinja Martine Duleilly je konec prejšnjega tisočletja prav natančno raziskala, dokot vse je segel Viktorinov vpliv. In ta je prišel do skrajnih meja cesarstva, do Irske celo. In kako to, da pa njegovi spisi, da so se lahko izgubili, vsi skoraj razen tega malega razlage razodetja in še nekaj fragmentov. Verjetno je bila tukaj posredi tista doba krize ob koncu antike, začetku srednjega veka, ko je bilo treba kruto, danes bi rekli, sortirati, kaj se bo ohranilo, kaj bomo vzeli s seboj na rešilni čoln in kaj bo ostalo na potapljajoči se ladji, ki se bo potopila. In tako je v času tega potapljanja po nekih kriterijih, morda tudi branosti, kvalitete, jezikovne kvalitete, ostalo bistveno več svetega Hieronima, tudi našega rojaka, kot pa Viktorina. Ker je Viktorinov jezik bil vendarle pregrob, bil je še vendarle začetnik, ampak ravno to delo, ki ga pa si ni upal napisati Hieronim, razlage razodetja, to delo je pa ostalo, ker ga je pravzaprav Hieronim rešil pod svojim imenom. Ker je rekel, ne bom tega delal, ni rekel, da si ne upam, ampak bom samo prepisal Viktorina in ga malo popravil. In tako smo dobili to razlago razodetja, ki je tu pred nami in ki je pravzaprav vrhunsko delo. Skratka, pri Celjski Mohorjevi družbi smo zelo veseli, da kot najstarejša slovenska založba smo prav mi tisti, ki to izročilo ohranjamo tudi v sodobnosti. Pater Cesnik, ko sva se pogovarjala o tem, kaj pa je dejansko živega antičnega še na Ptuju, ste enkrat rekli, da težava Ptuja je v tem, da nima nobenega pokončnega stebra. Ja, ima Orfejev pomnik, ne. Torej, Ptuj ima ogromne zgodovine, ampak zbrisane, prestavljene zgodovine, pohojene zgodovine, zažgane zgodovine, no, tako. Atila ga je porušil, ampak tudi kasneje, no. Potem pa tudi naslednja stvar je bila, da je Ptuj za razliko od Emone in Celeje srednjeveško jedro selil iz antičnega, ne. Ni gradil srednjeveškega Ptuja na antični lokaciji, ampak pol kilometra stran in potem verjetno gradbeni material uporabljal iz antičnega. Tako da kljub našim pridnim arheologom, profesionalnim, pa tudi onim, kakršen sem jaz, recimo, ne, ko šretajo, tam pa si domišljajo, kje bi kaj bilo, ne, ali pa takšnega, kaj iščejo tako, bolj amatersko, še ne vemo, kje je bil amfiteater. Ne vemo sigurno, ne, kje bi bil amfiteater, kje bi bila hipodrom, ne. Pa je to Ptuj gotovo imel, saj je bil veliko mesto, takrat večjo, eno največjih tu v tem delu cesarstva. Ja, ampak seveda imamo pa to, kar pa nima Emona, kar pa nima Celeja, pa imamo pa knjige, ki so nastale na Ptuju, ne. Dve sta ohranjeni, oziroma ena v celoti, in to dve v celoti, lahko dva spisa v celoti, ne, o sestavi sveta še. In to pa spet ena velika stvar, ne, s katero se lahko ponašamo. In res škoda, da se Viktorin Ptujski ni bolj prijel. Ampak pravim, žal je Viktorin Ptujski prišel v slovenski prosozavest, da je naš, v tistem času, ko smo bili mi usmerjeni v slovanstvo, ne, in potem tudi vse smo to sprejeli na znanje, ja, Ptuj je imel močenca in škofa, ampak smo bolj poudarili druge vidike v okviru te naše slovanske prebuje, ne, in takrat, in šele, mislim, da šele zdaj z demokratizacijo, tudi mesto Ptuj, šele po letu 90 nekje smo začeli Viktorina bolj vzeti za svojega, ga bolj premišljevati, imeti simpozij, kiparsko delo, no zdaj še pa tudi roman. Glede na to, da imamo v gosteh tudi arheologa, gospod Ivan Tušek, pa mogoče še nekaj besed, čisto na kratko vi, kako je pravzaprav oživela ta antična zgodovina skozi materialne ostanke? Ja, moram reči, še se mene slišim, ne? Moram reči, da je naš gospod Branko Cesnik zelo lepo originalne dogodke spravil v roman, opisal to vse skupaj. Jaz moram reči, veste, da se ta druga knjiga,
bom rekel, ta šesti pečat, čita kot prava kriminalka. Vzamite se jo, kupite jo, bo rekel, kakorkoli pa že, in jo prečitajte, vam povem, da vam ne bo žal. No, in pa se vidite, jaz imam tu sicer v rokah, bom rekel, švingl listek. Temu danes pravijo na gimnaziji, da pravzaprav ne bi smeli imeti nobenih švingl listkov, nekje zapisano, nekaj pa sem pa tja, pa kje obešeno ali pa zašito ali kaj podobnega, ampak naj povem čisto eni par besed v zvezi z tem ptujskim krščanstvom. Moram reči, da v prvih stoletjih rimske države v Petovioni je sicer že bilo začetek krščanstva, ampak še ni bilo zelo razvito. Šele vse skupaj tam nekje okrog 3. 4. stoletja, kjer je živel tako rekoč tudi naš, bom rekel, Viktorin Ptujski. Naj mimogrede povem, leta 1939-40 je tam izkopaval na Hedini, spodnji Hedini izkopaval profesor dr. Schmidt in takrat je, bom rekel, ko so odkrili to malenkostno zadevo, on je napravil celo en, bom rekel, posnetek tega ali pa obliko, kako bi izgledala ta zgodnja krščanska cerkvica, je dobil ime tudi naš ptujski akademski kipar Viktor Gojkovič. Viktor je takrat dobil ime, ker so takrat ravno našli, bom rekel, ostanke te rimske cerkvice. No, naprej bi, bom rekel, ne bi kaj več dosti govoril, bili so na Ptuju trije škofi, bom rekel, ne bom zdaj še posebej jih omenjal, Prijanus je bil, potem je bil Markus in podobno, ampak potem v 4. stoletju začnejo že velike borbe tudi med kristjani, ne borbe, ampak, bom rekel, so začeli eden drugega, bom rekel, nekako izpodrivati. Mes je bilo seveda še tudi nekaj mitraizma, ker moj prijatelj, bom rekel, tudi zelo lepo opiše, ampak moram reči, mitraizem je počasi izginjal, kajti, če ne bi sam cesar, prvi rimski krščanski cesar, se pravi Teodozij, takrat ustoličil rimsko vero kot edino vero v rimski državi, ne vem, kako bi to vse skupaj izgledalo v zvezi z mitraizmom. Mitraizem je bil, bom rekel, zelo močno verovanje in na Ptuju imamo 5 mitrejev, 5 njihovih templov, med njimi sem tudi jaz enega najdel, ampak moram reči, da so pa nekako vse druge zadeve v zvezi z krščanstvom, pa tudi predvsem te zgodnje krščanske cerkvice. Ena je najdena na Panorami, ena je najdena na Ptujskem gradu, bom rekel, samo v temeljih, zelo malo imamo podatkov o tem, bom rekel, vsej materialnih podatkov. No, to na Panorami 1983. leta sem sam izkopaval in smo dobili tam veliko mozaikov, ki so bili pa seveda že preorani. Vam moram povedati, to so bili, kakor je pač plug oral, tako so bili tudi mozaiki, bom rekel, razrezani in so bili tako na pol prerezani. In to imamo seveda še zdaj, sej v knjigi noter pismo brez pisave, so ti mozaiki celo označeni in pa nekatere kamnite dele te ograje, oltarne ograje okoli oltarja. No, ne bom zdaj, bom rekel, dosti razglabljal o tem, tu pred vami je, bom rekel, en del, 2 kristograma smo našli na Ptuju v Rogoznici ob gradnji železnice. In tu je eden od teh, vidite, da je svečnik z kristogramom. Naprej bomo še odspeli, da ima kristogram in to sta 2 bila taka, enega sta posvetila 2 brata, Crispinus in Maximianus, medtem ko drugega, bom rekel, je posvetil ob nekih dogodkih, ki so bili zelo pomembni po vsej verjetnosti za te Rimljane, so nekako posvetili te svečnike svojim potomcem, ali kakorkoli pa že lahko to pač tako imenujemo. No, in ta bronasta svečnika sta edina pravzaprav s kristogramom, ki jih imamo na Ptuju, potem so kasneje najdli še pri Prošljivski cerkvi še ostanke
ene izmed teh zgodnjekrščanskih cerkvic in pa eno oljenko v Miklošičevi ulici. Zdaj bom rekel, jaz sem Ptujčan, vi verjetno ne veste, kje je to, ampak bom edino to, kar lahko povem o vsem tem, je, da imamo pa na Ptuju pa vseeno en spomin na to rimsko obdobje. Profesor, doktor, notar je bil Viktor Skrabar, ima na Ptuju spomenik in on je bil 25 let direktor, ali pa bom rekel vodja muzeja v Ptuju, takrat so tudi preselili iz Ptujske gimnazije muzej v Dominikanski samostan, Ferko muzej se imenuje, in on ima spomenik na Ptujskem pokopališču, kjer je velik, ogromen spomenik, bo rekel, in na vrhu, ker on se je počutil, ne samo Rimljana, ampak tudi kristjana, ima na vrhu v vencu kristogram. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tušek. To bi lahko bilo še posebno predavanje, zelo zanimivo, tako da upam, da v kakšni drugi priložnosti še. Čisto za konec, gospod Cestnik, gospod Špelič, kot ste dejali, da je zgodovina simpozij nepovedanih zgodb. Kaj so še tisti dogodki, tiste osebnosti, ki še kličejo po tem, da jih oživimo v kakšnem romanu ali kakšni drugi umetniški obliki? Ja, se pelješ skozi našo deželo, pa si lahko samo predstavljaš, koliko zgodovine se je tam zgodilo, ne, že osebne ali pa družinske zgodovine, ne samo teh velikih dogodkov družbenih, in koliko tega ni povedanega. Jaz sem to nekje dati glas tistim, ki nimajo glasu, no, sem se tudi malo tega držal tule pri teh romanih, torej ti naši antični kristjani, ne, ali pa nasploh antični človek, rimski človek, keltski človek, ilirski, ki je tukaj bil kot naš prednik v fizičnem smislu, še nam ima veliko zapovedati, no, in to je ena nepovedana zgodba, veliko povedana. Ne vem, že samo ene določene bitke, ne vem, bitka na Ptujskem polju, Teodozijeva bitka pred ono zamrzlo reko, recimo, bi bila za tematizirati, ali pa bitka pri Vinkovcih, pri Cibaliji leta 316, ko sta se prvič udarila Konstantin in Licini, ne, in je Konstantin potisnil svojo oblast na Balkan, pa vsi ti dogodki takrat povezani s tem, recimo, to odkriješ, koliko je tu nepovedanega, ampak takrat odločilnega za naše kraje. Potem pa seveda tudi druga svetovna vojna, meni je še vedno, ali pa srednji vek, no, kot Hajdinčan me zanima ta mit o Gralu, vse o tem so že pisali, mislim, da je pisatelj Virk napisal nekaj, ker je Hajdina omenjena v tej legendi o Gralu, ne. Torej, to pa druga svetovna vojna, no, zdaj sem tudi napisal v tem oziru eno pripoved o mobiliziranem vojaku, ki preživi fronto in se vrača domov, ne, v Slovenijo. V nemški vojski pač je bil mobiliziran prisilno. Recimo ti ljudje mobiliziranci, ne, jih je bilo 70 000, pripovedovali so nam svoje zgodbe tako po fragmentih in boječe, tudi ti so ena nepovedana zgodba, ne. Jaz njim recimo zdaj v tej novem romanu dal tudi glas. In še bi lahko našteli. Slovenska večernica, letos z naslovom Pogovori z njo, avtor Branko Cestnik, izvrstno branje, toplo priporočamo tudi to. Pater Špelič, čisto za vas za konec zadnja beseda, antika za sodobnega človeka, čem je njen dar in blagoslov? V bistvu, brez antike ne bi bili to, kar smo. In če je ne poznamo, preprosto ne poznamo sebe. Če jo zanikamo, če jo hočemo pozabiti, potem bomo dejansko se izgubili. In še vseeno imam pa tudi jaz malo odgovora na tisto prejšnje vprašanje, koga bi pa bilo treba še malo tematizirati? Ja, našega Hieronima vendar. Hieronimova zgodba je zelo, zelo pestra, ognjevita, njegov karakter je zelo bliskovit in, kako bi rekel, tako pester in tako goreč, da ga je težko zaobjeti z nekaj besedami. In imamo njegova pisma, ki so išla tudi pri Mohorjevi,
njegovih 150 pisem, ki so zelo raznolika in iz njih se da tudi njegov karakter lažje pravzaprav razbrati kot pa Viktorinov. In me izziva samo, kaj ko nisem tak pisatelj kot Branko. Že 10 let razmišljam o tem, da bi nekaj napisal, pa sem prišel samo do 10 vrstic. Ampak mogoče pa le kaj prišlo. Izmisliti, korajžo, da se izmisliš, moraš imeti. Ja. Tak je. Izmislite si spet kaj dobrega, tako kot običajno. Jaz verjamem, da se bomo ob letu ali slej ko prej spet našli ob kakšni takšni priložnosti, ob kakšni takšni knjigi, ki bo ostala na knjižnih policah pravzaprav za vedno. Dragi gostje, hvala lepa za ta krasen pogovor. Spoštovano občinstvo, hvala za vaš obisk in za pozornost. Toplo vabljeni med knjige, tudi med knjige Celjske Mohorjeve družbe, ki se napaja še vedno tudi pri tem antičnem duhovnem viru. Hvala.